Živijo otroci, Knjigobus je spet z vami. Za danes sem vam pripravila zgodbico Strašni volk, ki jo je napisala Svetlana Makarovič. V knjigici pa so tudi lepe ilustracije Jelke Reichman. Predlagam, da kar začnemo z branjem. Ko je šel mladi volčič prvič v gozd, ga je stari volk poučil. Če boš v gozdu srečal otroke, jih kar pojej. Bom, je rekel mladi volčič in se odpravil. Dolgo je bilo vse tiho in volčiču je postalo dolgčas. Poskusil nabirati jagode, pa mu nekako ni šlo. Legel je v senco in počival. Takrat so na jaso prišli otroci. Še malo niso vedeli, kako blizu je volk, in volčiču se je to kaj dobro zdelo. Otroci so se prijeli za roke in se vrteli v krogu. To je volčiču ugajalo in kar pozabil je, da bi jih moral pojesti. Otroci so plesali ringaraja in se pometali po tleh z glasnim vriščem in smehom. Še volčič za grmom se je zasmejal z njimi vred. Ko pa je smeh utihnil, je zaslišal, da mu kruli po želodcu. Seveda, poldan je bil že mimo, on pa še ni ničesar pametnega zaužil. Sklenil je, zdajle jih pa bom. Pa so otroci ravno tedaj začeli peti. Lepo jih je poslušati, si je rekel volčič. Počakal bom, da odpojo do konca, potlej jih bom pa pojedel. Pesmi je bilo konec. Zdajle pa zares, je sklenil volčič, a še zmeraj se je obotavljal. Pomislil je, da bi jih najprej le malo prestrašil. Rekel je grrrr. Oni pa so se zdaj igrali slepe miši in ga sploh niso slišali. Še enkrat je rekel grrrr, grrrr. Nič, nihče se ni zmenil zanj. Volčič je bil žaljen. Zdajle se bo pripravil na skok, potem bo skočil in jih vse skupaj pojedel. A se še zmeraj ni premaknil, kajti otroci so se zdaj igrali novo igro. Eden se je postavil k drevesu in tolkel po njem. Drugi pa so se razbežali in poskrili. Najmanjša punčka pa se ni mogla odločiti, kam naj se skrije. Tedaj je zagledala grm, za katerim je prežal volčič in stekla proti njemu. Ko se je njena glava prikazala izza grma, je najprej zagledal njene začudene oči, potem pa se je radostno nasmehnila. Kuža, ga je tiho poklicala. Kuža, kaj pa delaš? Volčič je bil v zadregi. Zdajle bi moral skočiti in jo pojesti, ampak punčka je segla v žep predpasnika in privlekla iz njega čokoladno napolitanko. No, kuža, je rekla, jej! Volčič je povohal napolitanko in jo obliznil. Potem je pogledal punčko, pa spet napolitanko in se ni mogel odločiti. Potem je še enkrat povohal napolitanko in jo pojedel. Njas, se je obliznil. Mi še eno, je rekla punčka. In je pojedel še eno in še eno in še eno napolitanko. Mjask, mjask, mjask. Takrat pa je deček na jasi zaklical. 1, 2, 3 zame! Punčka je v hipu pozabila na volka in se spustila v tek proti drevesu, ko pa je videla, da je prišla prepozno, je zavpila. Našla sem psa, tamle za grmom in je jedel moje napolitanke. Vsi so tekli k grmu, tam pa ni bilo nikogar več. Kakšen pes neki, važička, lažnivka, tukaj ni nobenega psa. Punčki je šlo na jok. Pa je bil, glejte, da nimam nobene napolitanke več. Otroci so se ji smejali. Seveda ne, ko pa si jih sama pojedla. In ji niso hoteli verjeti. Nazadnje bo še rekla, da si srečala volka. Ha, ha, ha. Kar celih 5 minut so se prepirali, potem je bilo pa spet vse dobro. Ko so šli proti domu, so se vsi držali za roke in peli. Medtem se je volčič vračal proti svojemu brlogu. Stari volk ga je čakal na pragu in ga vprašal, ali si srečal kaj otrok v gozdu? Sem, je odgovoril mladi volčič. Pa si jih pojedel? Je vprašal stari. Seveda sem jih, je rekel volčič. Vse sem pojedel. S kožo in s kostmi. Grrrr. Tako. Strašne zgodbice o strašnem volku je konec.
Sedaj pa bomo naredili še strašne steklene buče za noč čarovnic. Jaz sem malo pogoljufala in sem takle steklen kozarec že pobarvala z oranžno tempero, da bo kar se da podoben buči. Tako da vam predlagam, da tudi vi odidete v vašo shrambo in poiščete en takle lep kozarec, ki ga mami ne bo več potrebovala, in ga pobarvate z oranžno tempero. Lahko kar ene dvakrat greste preko, da se bo barva bolje prijela. In tako, ko se bo barva na kozarcu dobro posušila, potem pa vzamete takle črn kolaž papir in boste nanj narisali strašna usta, strašne oči. Lahko vam pokažem, kako se bom tega lotila jaz. Pa bom kar takole naredila usta in taka velike nazobčene zobe. Takole se malo igrajte, ena večja, ena manjša. Takole. Zdaj bom tole izrezala. Potem bom naredila še strašne oči. Takole. Takole. In seveda na obraz sodi še nos. Bomo naredili enega tazga zakrivljenega. Takole. In sedaj sledi še izrezovanje tehle narisanih modelčkov. Takole. S temi zobkami bo malo več težav, zato lepo previdno in počasi. Takole. In sedaj izrežemo še usta. Takole. Sledijo še oči in nato bomo vse to nalepili na kozarec. In sedaj počakajte, da se barva res dobro posuši in vzamete lepilo in začnete z limanjem.
usta, potem oči. In še nos. No. Takole. In poglejte mojo grozno stekleno bučo. Tako. In sedaj sledi še. Vzamemo čajno svečko in jo prižgemo. In potem ugasnemo luči. In voila! Strašna steklena buča je pripravljena, da jo postavite na vašo polico v sobi ali pa pred vrata, da bo strašila vse ljudi, ki bodo danes hodili okrog. Tako, to je bilo vse za danes in z današnjim knjigobusom tudi zaključujemo naše počitniške bralno-ustvarjalne delavnice. Vas pa vabimo, da spremljate še vedno spletno stran založbe Goga, kajti za vas pripravljamo še nekaj tovrstnih uric, pravljic, tako da se vidimo kmalu in srečno!